Pozdravljeni! V današnjem ekonomskem kotičku bomo govorili o družinskem proračunu. Pripravili smo nekaj praktičnih in enostavnih nasvetov, kako obvladati družinske finance. Danes se družine namreč srečujejo z zahtevnimi finančnimi izzivi. Kako, recimo, priti do stanovanja, kako poskrbeti za dodatno pokojnino, kako poskrbeti za šolanje otrok in tako naprej. Upravljanje z družinskim proračunom tako postaja življenjska nuja. Prvi korak pri vodenju družinskega proračuna je spremljanje stroškov, kot so hrana, stanovanjski stroški in stroški prevoza. Pri stroških prevoza gre predvsem za stroške, ki jih imamo v zvezi z avtomobilom, pri čemer je pomembno, da poleg goriva, servisa, registracije in zavarovanja upoštevamo tudi amortizacijo, to je upadanje vrednosti avtomobila s časom. Šele tako bomo videli, koliko nas avto zares stane. Pri stroških doma ne mislimo na investicijo v stanovanje ali hišo, ampak to, čemur rečemo položnice. Govorimo torej o stroških ogrevanja, elektrike, vode, televizije, interneta, telefonije. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse, kar potrebujemo za sprotno vzdrževanje doma. Čistila, gospodinjski pripomočki in tako naprej. Ko tem stroškom dodamo še obleko in osebno higieno, smo pri povprečni družini zajeli osnovni del življenjskih stroškov. Ko nekaj mesecev spremljate in primerjate stroške, pride čas za prvo analizo in načrtovanje. Takrat lahko sprejmete odločitev, koliko kot družina zmorete dajati na stran, recimo za nakup stanovanja, poplačilo kredita, financiranje šolanja, pokojnino ali kakšen drug varčevalni projekt. Če vidite, da s trenutnim načinom življenja vaše varčevanje ni možno, lahko prav z analizo stroškov vidite, kje lahko prihranite. V preteklih člankih smo videli, da lahko z enostavnimi ukrepi znatno privarčujemo. Ti ukrepi so: izbira najcenejšega dobavitelja plina in elektrike, izbira najcenejšega mobilnega operaterja, izbira najcenejše banke, izbira najcenejšega ponudnika televizije, telefonije in interneta, izbira najcenejše zavarovalnice za zavarovanje avtomobila, točenje cenejšega goriva v diskontnih bencinskih črpalkah. Če bi se vseh teh nasvetov držali, bi na letni ravni lahko prihranili več 100 evrov. Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, je pomembno tudi, da stalne stroške, kot so plačilo položnic, najemnina, davki in zavarovanje, plačujete pravočasno, brez zamujanja. Če imate trenutne finančne težave, se pravočasno obrnite na svoje upnike, banko, dobavitelja električne energije, komunalno podjetje, mobilnega operaterja in tako naprej. In zaprosite za odlog plačila. Pri nakupovanju je pomembno, da pred nakupom primerjate cene različnih ponudnikov in ne pozabite tudi na uporabo trgovskih kartic ali pa nakupujte tiste dneve, ko vam trgovci ponujajo popuste in bonuse. Zelo pomembno je še, da se izogibate kupovanju vsakodnevnih dobrin na kredit oziroma s kreditno kartico. Prav zadolževanje s kreditnimi karticami spada med slabše oblike zadolževanja, saj plačilo s kreditnimi karticami daje lažen občutek, da ne zapravljate. Več raziskav je že pokazalo, da ljudje zapravljajo bistveno manj, ko plačujejo z gotovino. Če so vam v podjetju znižali plačo, poprimite za dodatno delo. Delate lahko preko podjemne ali avtorske pogodbe.
Odprete lahko popoldanski espe in tako izkoristite svoje znanje in sposobnosti, da vam tudi hobi prinese kaj denarja. Z načrtovanjem stroškov in odhodkov si lahko uredite družinski proračun. Družinski proračun je priložnost za bolj učinkovito varčevanje in gospodarjenje z denarjem, zato bi ga morali imeti v vsaki družini. Hvala za pozornost, glejte nas ponovno 13. maja, ko bomo predstavili knjigo popustov 2 za enega. Nasvidenje.